Večina vrtov v naši deželi je nastala ljubiteljsko, kot prostor za sprostitev in vzgojo okrasnih ter užitnih rastlin. Vrt v Idriji pa so uredili s strokovno pomočjo in na prvi pogled neprijazna površina je dobila še kako prijazne oblike. Tale majhen vrt v Idriji ni bilo prav enostavno urediti. Ne samo, da je razmeroma majhen, 300 kvadratnih metrov približno, ampak je tudi brežina bila zelo strma. Ampak krajinska arhitektka Sara Peternel in družina, ki je tu doma, so se ujeli, dogovorili in nastavili res zanimiv vrt, kjer je vse, kar si domači želijo. A sta imela kakšno predstavo prej, kako bi približno želela imeti? Bile so želje, predstave pa ni bilo in zaradi tega, ker nam je ravno ta predstava manjkala, kako pravzaprav željo uskladiti z okolico, sva se potem obrnila na pomoč in sva poiskala krajinsko arhitektko Saro, ki nama je potem svetovala in sva prezadovoljna s to rešitvijo. In ne vem, verjetno zaradi tega, ker živiš v tem prostoru, imaš določene okvirje, potem pa pride en človek od drugod, gleda izven okvirjev, vidi širše stvari in te ideje so kar nekako šle ven iz nje, najprej je vzela en list papirja in je že takoj skicirala. Že tukaj, ko smo bili na tem terenu, je ona že videla neke rešitve, pa smo se usedli v kuhinjo, skicirala papir in midva sva se samo spogledala in sva rekla, ja, to je to. Kaj sta hotela imeti? Na pamet rečem, zelenjavni vrt, pa čeprav tak majhen v dvignih gredah, je bila ta zamisel, da ste vi hoteli dosti rož, a ste v začetka vedeli, da želite obdržati ta stara sadna drevesa? Ja, v bistvu so bile želje dosti skromne, ne. Jaz sem pač v eni knjigi videla tak vrt s 4 kvadratnimi gredicami, ki so namenjene kolobarjenju in to mi je bilo blazno všeč, zaradi tega, ker jaz nimam dosti časa niti se ukvarjati z vrtom, niti ga urejati. In se mi je zdelo blazno fino, no, da recimo imam eno tako kombinacijo, se pravi ta postavitev in pa obdržati te stare jablane, ne, ki dajo neko, ne vem, patino temu vrtu. To je bila pravzaprav osnovna želja in pa seveda povezati to parcelo s hišo, ker tukaj je prej bila ena taka globoka škarpa, teren je zelo visel in nisva našla ravno te rešitve, ne, kako vse te strmine, poševnine povezati potem s hišo, poiskati rešitve, da bo čim manj teh škarp, ker Idrija itak pač takšna, kakršna je zelo hribovita in mislim, da skoraj da ni hiš, ki ne bi mogla imeti neke škarpe okrog sebe. Mlada krajinska arhitektka Sara Peternel iz Škofje Loke se je torej znašla pred zahtevno nalogo, kako na strmem bregu uresničiti želje lastnikov in hkrati upoštevati značilnosti lokacije. Sara, ko ste prišli prvič sem, kako je bilo tukaj okoli te hiše? Ja, podoba je bila precej drugačna, kot je zdaj. Tukaj je bila ena zelo velika brežina, ki je bila nagnjena na 10 različnih koncev, ne. Višinska razlika pri tem vrtu je kar velika, no, to je bilo skoraj 5 metrov višinske razlike od najvišje točke do najnižje točke. Se niste ustrašili izziva? V bistvu je bila to dobra priložnost. Jaz imam rada višinske vrtove, no, zato ker včasih lahko več ponudijo, bolj so lahko zanimivi, kot pa čisto sam ravninski vrtovi, no. Vedela sem, da bo treba premisliti, a ne zdaj, kako bomo te nivoje speljali, ker bilo je pač zelo na dlani, zelo logično, da bomo delali višinski in nivojski vrt, da bojo neke terase, zdaj kako pa bojo, to je pa pač stvar premisleka, ki je sledil, ko sem pač delala načrta, ne. Se mi zdi, da poleg te izrazite terasiranosti, da je ena od posebnosti tega vrta tudi to, da ste ohranili ta stara drevesa. To je bilo ena glavnih izhodišč, no, ki je bila tudi zares njuna želja in tudi moja želja, no, da ohranimo te 3 stare jablane. In v bistvu so te jablane pa ravnina hiše so nekako narekovali te terase, na kateri višini bojo, ne. Zato smo to glavno teraso ločili v 2 terasi, ki se pač spusti proti jablani, ker nismo želeli dreves zasipvati, ker s tem tvegamo, da bi umrla, kar pa je bilo tveganje, ki ga nismo bili pripravljeni sprejeti, ne. Oporni zidovi so ohranili prvotni grobi videz betona. To je bila tudi mogoče Tometova želja, da pač pustimo gol beton, neobdelan,
pa tudi malo iz finančnega vidika, no, ker vseeno toliko tega betona, toliko teh opornih zidov, vrt je bil stroškovno vseeno kar zalogaja, ne, in smo rekli, da pač tukaj to pustimo, malo surovo, malo tak luk pustimo, tako bojo rastline dale neko mehkobo, pa bojo malo mehčale. In smo dejansko kamen dali samo za letno kuhno, tle smo pa rekli, pač pustimo beton, tudi če bo vzadi belo, bojo te trajnice se odslikale na ta bel beton in bo čisto v redu učinkovali. Zdaj jaz rada pri vseh vrtovih v bistvu uporabljam manj rastlinskih vrst, pa te v večji količini, zaradi tega, ker to daje neko večjo povezanost, večjo homogenost vrtu. In tako je bilo tudi v tem vrtu. Zbrali smo si barvno shemo, neko viola, modro, roza. Tako da so v vrtu v bistvu uporabljene sivke, perovske in kombinacija teh cvetočih trajnic je z okrasnimi travami, ki so lepe pač v vseh letnih časih, tudi po zimi, ko se posušijo, so rjave, ameriški slamnik je lep tudi po zimi, ko ima te črne glavice. Tako da vrt v bistvu ima nek svoj ciklus, pomlad se prebudi, poleti cveti, po zimi je bolj suh, ampak vse to je del narave, tako da jaz nisem pristaš tega, da se takrat vse ukine, ampak mi je všeč tudi ta v bistvu dihanje vrta. Poleg močno spremenjenega vrta je dom družine Vidmar doživel še eno pomembno in dobrodošlo novost – neposredno povezavo bivalnih prostorov z vrtom. Nastala je tudi terasa, ki predstavlja podaljšek dnevnega prostora v hiši. Ta prehod smo kasneje uredili in to, kar se je naredilo, to panoramsko okno, ko smo dali noter, to je res enkratna stvar. Ko so se naredili te oporni zidovi, ko so se naredile te terase, ko se je vse odprlo, bivalna terasa je tudi bila mišljena že od štarta pri hiši in potem se je namesto enega preboja nekih vrat se je pač vse odprlo. Tako da to je bil še en manjši projekt, ki se je izkazal za zelo, zelo koristnega ali kaj. To daje res povezanost hiše z vrtom, ker ni tako praktično, da hodiš na vrt vedno iz glavnega vhoda, ampak je fino, da imaš povezavo z izbivalne terase noter. Prenovljeni vrt družine Vidmar je prepričljiv dokaz, da je strokovni nasvet pri urejanju okolice doma več kot dobrodošel.